Danes v Pomurskem dnevniku. Birma le za pridne. Priprava na jesensko obdobje. Sprememba odloka. Sezona alergij. Jutri bo pretežno oblačno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. V župniji Sveti Jurij ob Ščavnici je veliko prahu dvignil tamkajšnji župnik, ki se je odločil, da zakramenta Svete Birme ne bo podelil vsem. Najprej na vrsto pridejo pridni veroučenci, to pa je močno razjezilo številne starše, katerih otroci bi morali letos pristopiti k Birmi. Še posebej, ker je lansko leto zaradi epidemije s koronavirusom Birma v njihovi župniji odpadla. Otroci pa so tako po mnenju staršev imeli eno leto več časa za priprave. Zakrament Svete Birme lansko leto zaradi epidemije koronavirusa mnogi veroučenci niso prejeli. Letos pa je le napočil ta trenutek, a v župniji Sveti Jurij ob Ščavnici le za pripravljene otroke. Tu je pač on rekel, da Birme ne bo, s tem, kaj je tudi rekel, da niso otroki niti pripravljeni. Zdaj letos pa je pač razdelil na pridne in nepridne. Izmed približno 60 veroučencev, ki bi naj letošnje leto pristopili k Sveti Birmi, je sodelovala le polovica. Ostali se na razna povabila in naloge preko elektronske pošte v 7 mesecih niso odzvali niti enkrat, je v svojem zapisu sporočil tamkajšnji župnik. Ja, je. Zelo razočarani so, no, hudem je. Kaj ne da mogli na primer iti vsi skupaj, ne, ampak so kao zdaj padli metode nepridne, pa tudi vse pravim v šoli se in drugi sošolci se pač delajo z tega norca, ne. Razloga, zakaj polovica otrok v mesecu juniju ne bo pristopila k Birmi, ni moč iskati zgolj v neopravljanju veroučnih nalog. Kot nam zaupa sogovornica, bi mogla vlogo odigrati celotna družina. Včeraj pa še tudi izjavo na sestanku, da tu ne igra vloge, kateri otroke so delali naloge, ampak igra vloga celotne družine, ker so kristjani, ki vsako nedeljo k meši hodijo, ki doma molijo. Na pastoralni službi mariborske nadškofije vedno bolj ugotavljajo, da so priprave na svete zakramente brez družin v ozadju pomanjkljive. Ja, gotovo letos je malo drugače kot običajno. Torej, nasplošno je za nas vedno izziv, kako pripraviti veroučence na te korake. Ne samo, ker ne gre samo za znanje, gre za odnos do Boga in kako ta odnos vključiti v svoje življenje. Seveda mi naredimo, kar lahko, bi lahko rekli, da sejemo in vedno tako iščemo poti, kako jih čim bolje pripraviti. Mogoče letos zaradi razmer je bil izziv, poseben izziv, ki nam je pomagal, da smo vsaj tu pa tam bolj stopili v stik s starši in z družinami. In to je gotovo nekaj pomembnega. Brez družin v ozadju opažamo vedno znova, da so te priprave pomanjkljive. Če je bilo na začetku jasno povedano, kaj se od njih pričakuje, prav glede teh zunanjih formalnih korakov in da niso jih izpolnili, potem mislim, da se lahko gre v to, da se reče, gledajte, tako, ker bodo tudi razumeli, zakaj niso bili zdaj prepuščeni. In seveda potem je pomembno, da se jim pa nudi potem možnost na drugačen način oziroma z nadaljnjimi koraki pristopiti, se pripraviti naprej in pristopiti k zakramentu. In kaj na to pravijo domačini? Ne, ta ni pravi župnik. Mislim, ko ne je vrede. Naj bi šli vsi po fartek brez izjem, ker se želi. Mi smo šli k Birmi, pa smo bili pripravljeni, zdaj pa ne vem, pač mogoče malo, da bi bilo pripravljenosti, bi boljše bilo, ja. Pravica mora biti. Za polovico veroučencev iz župnije Sveti Jurij ob Ščavnici ni popravnih izpitov, nam še razočarano pove Violeta, a močna želja vseh je, da vendarle najdejo skupni jezik in da otroke z nadaljnjimi koraki usmerjajo, da bodo vendarle lahko, tako kot svoji sošolci in na lastno željo pripravljeni, pristopili k zakramentu. Na včerajšnji novinarski konferenci o aktualnem stanju glede bolezni COVID-19 so velik poudarek namenili cepljenju. Da bi bili jeseni pripravljeni na obdobje, ko bo virus znova bolj agresiven, se je treba cepiti in kot narod, kot prebivalstvo doseči precepljenost v zadostnem obsegu. Cepiti se moramo sedaj, da bomo v nadaljevanju leta vsaj še pol leta, verjetno pa tudi dlje, dovolj odporni in varni.
Delež cepljenih med odraslim prebivalstvom s prvim odmerkom je že blizu 30%, z drugim odmerkom pa je cepljenih že 15% prebivalstva. Cepljenje je najbolj učinkovit korak vsakogar od nas na naši skupni poti zamejevanja širjenja COVID-19 in preprečevanja novih izbruhov virusa in širjenja bolezni jeseni. Prejšnji teden sem dejal, da gre za našo skupno pot k normalnosti, za pot ustvarjanja pogojev, za bolj varno in bolj kvalitetno poletje. Epidemiološke razmere kažejo, da skupaj lahko storimo veliko več in tudi dosežemo več pri izboljšanju razmer, še posebej, kadar in če nam pri tem pomaga tudi sonce. Rezultati našega samoomejevanja, lockdowna in spoštovanja omejitvenih ukrepov so res spodbudni. Iz dneva v dan boljši so. Pravzaprav so zelo, zelo dobri in očitni. Za skupen uspeh in skupne dosežke gre, na vse doseženo smemo biti in moramo biti ponosni. Kot smo ponavljali celo preteklo leto, skupaj zmoremo več. Zato čestitke vsem. Ob vsem tem bo danes popoldan razpravljala in odločala tudi vlada. Medtem, ko se epidemiološke razmere izboljšujejo, pa se ne smemo zasanjati ali verjeti, da je kriza in epidemija že za nami. Temu še ni tako. Čeprav pričakovanje večjega sproščanja ukrepov lahko zavaja in tudi hitro zavede vse do lažnega občutka, da realne nevarnosti okužbe ni več. Temu nikakor ni tako. Da bi bili jeseni pripravljeni na obdobje, ko bo virus znova veliko bolj agresiven, se je potrebno cepiti in kot narod, kot prebivalstvo precepiti v zadostnem obsegu. Sicer so v cepilnih centrih ta teden pri cepljenju porabili precej več kot 100.000 odmerkov 4 različnih cepiv. Poleg tega k novi aplikaciji za cepljenje pristopa vse več cepilnih centrov, saj njena uporaba močno poenostavlja delo osebja v centrih. Na organiziranih javnih prireditvah in javnih shodih na prostem in v zaprtih prostorih je odslej dovoljeno zbiranje do 50 udeležencev. Zbiranje na shodih in prireditvah nad številom 50 je izjemoma dovoljeno ob pogojih, ki jih predpiše Nacionalni inštitut za javno zdravje in za tako zbiranje izda pozitivno mnenje. Odlok začne veljati 15. maja in velja do 23. maja. Odlok o spremembah odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s COVID-19 prinaša zvišanje največjega dovoljenega števila pri zbiranju ljudi ter na javnih prireditvah in shodih. Zbiranje je po novem dovoljeno do 50 oseb. Vse ostale omejitve glede shodov in prireditev ostajajo nespremenjene. V zaprtih prostorih en udeleženec na 20 kvadratnih metrov in obvezna uporaba zaščitnih mask. Na prostem en udeleženec na 10 kvadratnih metrov, medosebna razdalja med udeleženci pa mora biti povsod najmanj 1,5 metra. Kadar se imunski sistem pretirano odzove na snovi, ki so neškodljive in jih večina ljudi normalno prenese, govorimo o alergiji. Snovem, ki sprožijo alergijo, pa pravimo alergeni. Alergijo lahko sprožijo različne snovi, najpogosteje pa so to cvetni prah, hišne pršice, dlaka domačih živali, živila, zdravila, piki žuželk, kozmetični izdelki in sonce. O alergijah pa smo se pogovarjali tudi v današnji oddaji Minute za zdravje. Naj povem, da alergijska reakcija je pravzaprav neka, če rečeva, nenormalna reakcija ali pa nenormalen odziv človeka na neko nam neškodljivo snov. Vemo, da pelodna zrna oziroma pelod, cvetni prah, po domače rečeno, ni škodljiv, zagotovo ne. Pri alergikih njihov imunski sistem nekako napačno odreagira in ga prepozna kot škodljivega. Zdaj, če greva naprej, alergije so pravzaprav, jih je veliko vrst, če greva na splošno. Govorimo tudi včasih o alergijah ali pa preobčutljivost na sonce. Tudi sonce kot tako vemo, da ni škodljivo, nekateri imunski sistem odreagira nam, kot da je. Hrana, vemo, hrana ni škodljiva, nekateri imunski sistem to prepozna kot škodljivo. No, skratka, naš imunski sistem je pravzaprav bistveni, da nas ohranja zdrave. In naš imunski sistem se vedno bori v vsakem trenutku dneva proti nekim škodljivim vplivom. Ali so to viruse, recimo virus COVID-19, če imamo dober imunski sistem, sploh ne rabimo zboleti, ne zbolimo. To se pravi proti bakterijem, virusom, glivicam, nasplošno rečeno. Kadar pa naš imunski sistem odreagira tudi na take neškodljive snovi, kot sva danes rekla, na cvetni prah, torej na pelod, takrat mi govorimo tukaj odziv, bom rekla, napačen, nenormalen in govorimo o neki alergijski naravi. Zdaj, kaj se takrat zgodi?
ko mi odreagiramo, začne v našem telesu se sproščati histamin. Histamin pa je potem odgovoren za celotno vrsto reakcij, o katerih smo danes govorili, to se pravi srbenje, smrkanje, kihanje, kašljanje, zamašen nos in tako naprej. V današnji oddaji Po sledih napredka gostimo pomurskega akademika dr. Florijana Margana. Beseda pa bo tekla o pandemijah v preteklosti in situaciji, s katero se srečujemo v današnjem času. Oglejmo si kratek izsek odaje. Koronavirus torpedira svetovno gospodarstvo, katero je doživelo šok v začetku nekje novembra 2019 in se nadaljevalo marca letos ter še vedno traja. Bruto družbeni produkt je v Sloveniji zaradi koronavirusa v drugem kvartalu padel za 13%, v četrtem kvartalu se predvideva padec 6,7%, po napovedi UMAR. Medtem ko Nemški institut predvideva padec v Nemčiji 11,2%, v Avstriji predvideva padec 14,5% in tako dalje. Če se po izkušnjah s koronavirusom v prihodnosti ne bomo pripravili na nadaljnje globalne katastrofe, je človeštvo vseeno na propad. To opozarja že pisatelj Peter Maj, avtor preroškega romana Lockdown, ki ga je napisal v letu 2005. Grem naprej. Če pogledamo, kako je bil začetek epidemije v Rimskem cesarstvu, ki se je začelo. Michaela McCormack iz Harvardske univerze, oziroma še prej William Jones, pravi, da je v letih okoli 200 pred našim štetjem Rimsko cesarstvo prizadela malarija, ki se je pretvorila v epidemijo in zelo močno oslabila moč celotnega rimskega cesarstva. Vreme. Jutri bo pretežno oblačno, več pa v vremenski napovedi. Danes smo imeli oblačen dan s temperaturami okrog 17 stopinj Celzija. Opoldne smo v Krajinskem parku Goričko namerili 16 stopinj, v Radencih in v Murski Soboti 17, v Lendavi pa 18 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno oblačno, krajevne plohe in posamezne nevihte se bodo čez dan od zahoda razširile nad večji del Slovenije. Najnižje jutranje temperature bodo v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in Mariboru od 8 do 10 stopinj, dnevne pa okoli 20 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo se bo nadaljevalo nestanovitno vreme s pogostimi krajevnimi padavinami. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale od 8 do 10 stopinj, dnevne pa od 19 do 21 stopinj Celzija. Toliko smo vam imeli povedati v današnjem Pomurskem dnevniku, več informacij pa najdete na naši spletni strani. Ostanite v naši družbi in nasvidenje do jutri.